Molimo. O Bog, sam praviš, da rad prebivaš pri ljudeh, ki so čistega in iskrenega srca. Pomagaj nam tako živeti, da boš mogel ostati med nami. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo. Gobavci so izločeni iz ljudstva. Berilo iz 3. Mojzesove knjige. Gospod je spregovoril Mojzesu in Aaronu ter rekel: kadar se na koži kakega človeka pokaže oteklina ali izpuščaj ali pega in iz tega nastane gobavost, naj ga pripeljejo k duhovniku Aaronu ali k kateremu od njegovih sinov, duhovnikov. Če je mož gobav, nečist, naj ga duhovnik razglasi za nečistega. Bolezen si je nakopal na glavo. Gobavec, ki ima na sebi bolna mesta, naj nosi pretrgana oblačila, naj ima razmršene lase, naj zakriva brado in naj kliče: nečist, nečist. Vse dni, dokler je bolan, naj prebiva ločeno. Zunaj tabora naj bo njegovo bivališče. To je Božja beseda. Odpev: Gospod, ti si moje zavetje. Blagor tistemu, ki mu je pregreha odvzeta, ki so mu grehi odpuščeni. Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde in v njegovem duhu ne najde prevare. Gospod, ti si moje zavetje. Svoj greh sem ti dal spoznati, svoje krivde nisem prikrival. Dejal sem: priznal bom svoje pregrehe Gospodu in ti si odpustil krivdo mojega greha. Gospod, ti si moje zavetje. Kdor zaupa v Gospoda, ga on obdaja z dobroto. Veselite se v Gospodu, radujte se, pravični, vriskajte vsi, ki ste v srcu iskreni. Gospod, ti si moje zavetje. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, naj si jeste ali pijete ali delate kaj drugega, vse delajte v Božjo slavo. Ne bodite v spotiko ne Judom, ne Grkom, ne Božji cerkvi. Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem, pri tem pa ne iščem svoje koristi, ampak to, kar je koristno za mnoge, da bi se rešili. Postanite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov. Poslušali smo Božjo besedo. Aleluja. Velik prerok je vstal med nami, Bog je obiskal svoje ljudstvo. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je k Jezusu prišel gobavec in ga na kolenih prosil: če hočeš, me moreš očistiti. Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel: hočem, bodi očiščen. Gobe so takoj izginile in bil je očiščen.
Jezus ga je brž s strogimi besedami poslal ven in mu rekel: glej, da nikomor nič ne poveš, ampak pojdi, pokaži se duhovniku in daruj za svoje očiščenje, kar je zapovedal Mojzes njim v pričevanju. Ko pa je ta šel ven, je začel na vsa usta oznanjati in pripovedovati, kaj se je zgodilo, tako da Jezus ni mogel več javno v mesto, ampak je bival zunaj na samotnih krajih. In vendar so od vsepovsod prihajali k njemu. To je Kristusov evangelij. Danes torej na 6. nedeljo med letom beremo drugi del pastirskega pisma, ki so nam ga naši škofje napisali pred vstopom v postni čas. Vas povabim, da prisluhnemo. Drage sestre in bratje, v drugem berilu smo pri bogoslužju Božje besede pravkar slišali, kako daje apostol Pavel samega sebe za zgled nesebičnega služenja skupnosti. Pri tem pa opozarja, da je pri tem za njega samega zgled Jezus Kristus. Tako skušam tudi jaz v vseh rečeh uboditi vsem, pri tem pa ne iščem svoje koristi, ampak to, kar je koristno za mnoge, da bi se rešili. Postanite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov. Dejansko moramo ljudje na vsakem koraku izbirati med sebičnim iskanjem lastnih koristi ter ljubeznijo in nesebičnim služenjem drugim. Sebičnost je bistvo greha, ljubezen pa njeno nasprotje, kot njeno nasprotje pa ni v prijaznih čustvih, ampak je v požrtvovalnem delu za resnični blagor vseh. Kristjani verujemo, da je ta ljubezen vrhovni zakon vsega, ker je to Bog sam. Iz te ljubezni je ustvaril svet in iz iste ljubezni nas je v Jezusu Kristusu prišel reševati grešne zapletenosti v sebičnost, ki vodi v prepad. To je bistvo naše vere. Mi smo spoznali ljubezen, ki jo ima Bog do nas in verujemo vanjo. Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem, pravi apostol Janez v svojem pismu. Danes se veliko govori o zatonu krščanstva v Evropi. Nekateri to celo pozdravljajo. Zdi se, da ne vedo, da si s tem žagajo vejo, na kateri sedijo. Da si s tem zasipavajo vodnjak, iz katerega so rodovi pred nami črpali vodo za razcvet evropske kulture, vodo, ki na koncu teče tudi v večno življenje. Jezusov evangelij je bil in ostaja kruh, ki ga Jezus daje za življenje sveta. Mi, ki nam je bila podarjena milost vere in to vemo, ji moramo ostati zvesti. Če nam dopovedujejo, da je krščanske Evrope konec, se spomnimo na apostola Petra, ki je na Jezusovo vprašanje, ali ga mislijo tudi apostoli zapustiti, odgovoril: Gospod, h komu naj gremo? Ti imaš besede večnega življenja. Resničnost teh besed se vedno znova potrjuje. Če zapustimo Jezusa in njegov evangelij, nimamo kam iti. Jezus nima zamenjave. Samo ljubezen je vredna, da verujemo vanjo, je zapisal Hans Urs von Balthasar. Krščanske vrednote so potrebne tudi za dobro delovanje politične skupnosti. Letos obhajamo 30-letnico razglasitve državne samostojnosti. Ob tej priložnosti ponovno izražamo hvaležnost vsem, ki so se za to trudili, posebno še tistim, ki so za to dali življenje. Za samostojno državo smo se odločili, da bi v njej živeli skladno s svojim človeškim dostojanstvom. Da bi ne živeli po zakonih džungle, kjer prevladajo najbolj nasilni in zviti, ampak po pravičnih zakonih in razumnih pravilih, da lahko vsakdo pride do tistega, do česar ima pravico. Pred 3 desetletji smo upali, da se bo Slovenija uveljavila kot demokratična domovina medsebojnega spoštovanja, svobode, sožitja in sodelovanja. A po prvih 3 desetletjih imamo vtis, da smo od tega cilja še zelo oddaljeni.
Tudi način, kako se spopadamo s sedanjo krizo, kaže na to. Vsaka kriza je preizkušnja, v kateri se pokažejo dobre strani, razkrijejo pa tudi usodne pomanjkljivosti. Preizkušnja nam nastavi ogledalo, v kateri vidimo svoj pravi obraz. Nekaj podobnega se v tej krizi dogaja tudi z nami, kot člani te države. Imamo namreč dve možnosti. Prva je, da stopimo skupaj, si pomagamo in se odpovemo običajni tekmovalnosti in napetosti. Stanje je podobno vojni, ko zreli državljani pozabijo na siceršnje spore in zamere in združeno nastopijo proti skupnemu sovražniku. Tokrat je tak sovražnik virus. Druga, neprimerno slabša izbira pa je, če tega ne zmoremo, ampak vsakdo misli samo na svoje koristi in izkorišča krizo za svojo uveljavitev, tudi na škodo najbolj ogroženih. V krizi, ki jo prebolevamo, je veliko primerov nesebičnega žrtvovanja iz odgovornosti in ljubezni do bolnih in vseh, ki jih je epidemija prizadela. Tem gredo naše občudovanje, priznanje in zahvala. Žal pa je tudi preveč nasprotnega ravnanja, neodgovornega omalovaževanja nujnih ukrepov, nenehnega vzbujanja dvomov o njihovi koristnosti, pozivanja k njihovemu nespoštovanju in bratenja ugleda tistih, ki nosijo najtežjo odgovornost za to, da bi s čim manjšimi žrtvami prebrodili krizo. Seveda se s tem kriza samo podaljšuje v škodo nas vseh. Epidemija tako vzbuja bojazen, da stanje duha v naši državi po 3 desetletjih samostojnosti in lastne državnosti še ni državniško. Državniška drža, ki jo moramo vsi imeti in še posebej zahtevati od politikov, če hočejo, da jim zaupamo odgovornost za državo, je v prvenstveni skrbi za obče dobro, za blagor državljanov, ne pa pohod na oblast za vsako ceno. Tako kot smo slišali apostola Pavla, ne iščem svoje koristi, ampak to, kar je koristno za mnoge, da bi se rešili. To je bila Jezusova drža, takšna drža je bila Pavlova in takšna je drža vseh plemenitih državnikov, po katerih naj bi se zgledovali. Zato tudi v današnjem času krščanska vera in njena moralna načela nikakor niso odveč. Skrb vzbujajoče stanje duha, ki ga mnogi ugotavljajo, nikakor ni brez povezave z razkristjanjevanjem, ki v Sloveniji načrtno poteka od komunistične revolucije naprej. Namesto krščanskih vrednot stopata materialistično potrošništvo in ideologija, ki se ne meni za odgovornost do narodne in državne skupnosti in ne verjame v nobeno absolutno in trajno vrednoto. Tedaj preostane samo iskanje lastnega udobja in koristi. Na porabniški miselnosti pa ni mogoče graditi domovine pravičnosti, spoštovanja in sodelovanja ter skrbi za obče dobro. Miselnost materialističnega potrošništva imenuje papež Frančišek kultura odmetavanja. Najbolj surov primer odmetavanja sta splav in evtanazija. Papež sveti Janez Pavel II. Je tako miselnost imenoval kultura smrti, ki njej spada tudi izključevanje. Vse to v naši domovini doživljamo že od 2. svetovne vojne sem. Upali smo, da v svobodni in demokratični Sloveniji izključevanja ne bo več, ampak bosta na mesto njega stopila medsebojno spoštovanje in enakopravno vključevanje vseh, ki so pripravljeni sodelovati. Pa smo v zadnjih mesecih doživeli prizore izključevalnega sovraštva, kar je zlovešča grožnja mladi državi Sloveniji. Izključevanje vodi v enoumnost in siromašenje, ne pa v obetavno prihodnost. To nas postavlja pred velike odgovornosti. Nič pa se ne bo izboljšalo samo od sebe. Tudi ne, če bomo samo čakali na boljše čase. Časi bodo boljši, če bomo boljši mi. In če se bomo mi bolj potrudili zanje v cerkvenih občestvih in v političnih skupnostih. Bog je naši odgovornosti zaupal prihodnost evangelija v državi Sloveniji. Razmere nas vsak dan bolj nujno kličejo k okrepljeni dejavnosti,
ki so jo zadnji papeži poimenovali nova evangelizacija. Drage sestre in bratje, pred nami je postni čas, ki nas bo pripravil na obhajanje osrednjih krščanskih praznikov, Jezusovega trpljenja in vstajenja. Ti prazniki nas vsako leto pozivajo k spreobrnenju, k lastnemu vstajenju v novega človeka, vedno bolj požrtvovalnega in zavzetega za Božje kraljestvo med nami. Po preizkušnjah, ki jih še ni konec, naj se letos to izpolni v še večji meri. S to željo vam voščimo blagoslovljen postni čas, da bo praznovanje velike noči Gospodovega vstajenja še bolj prežeto z veseljem odrešenja. Amen. Vaši škofi.